Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Ko smo vas vprašali preko naše spletne strani in seveda tudi preko oddaje, o čem bi želeli govoriti in smo vam ponudili 3 možnosti, je imela pravzaprav največ zadetkov oziroma največ želja, se je pokazalo, da govorimo o življenjskem poslanstvu in o tem, kako najti svoje življenjsko poslanstvo in ga tudi začeti živeti. In to je zanimiva, pereča tematika tudi, če berete knjige, hodite na predavanje, vedno več ljudi govori o tem, da se tukaj pravzaprav res vse začne, da v življenju počneš nekaj, kar ti je fajn in denar seveda pride kot neka posledica. No, danes boste spoznali 2 nadvse uspešni ženski, ki pa so vendarle svojo kariero, svojo poslovno pot začeli na enem drugem koncu, pristale pa spet druge. Zaupali nam bosta, na kakšen način sta to tranzicijo, recimo, na kakšen način sta doživljali. Smo vam pa na klepet@kavi.si pripravili tudi eno kanalizirano sporočilo, ki je prišlo sicer iz moje strani, in sicer točno na kakšen način se lahko lotite tega, da začnete raziskovati svoje življenjsko poslanstvo. Že tale trenutek je objavljeno, tako da hitro na klepet@kavi.si, točna vaja, praktična, za čisto vsemi temi postopki, kako in na kakšen način se lotiti, ampak še prej pa pustite, da vas navdihnemo, pustite, da vas motiviramo. Ti 2 dami namreč vsak trenutek prihajata in moram vam povedati, če spremljate našo oddajo, potem jo že poznate. Kar naprej, kar naprej. Dobrodošli. Dobrodošli, dober dan. Evo, dobrodošli, dober dan. Kakšna dobrodošlica. Ja, kaj ne da, kaj da bi se zmenili, ne? Ob ta pravem času. Kar izvolite sesti. Takole, en krasen klepet se nam obeta in vajo sem res izbrala, da podata to sporočilo naprej, ker poznam vajini zgodbi in moram reči, da je to nekaj, kar bi mogel vsak slišati, zato da bi tudi sam začel malce na sebi delati. Mogoče za sam začetek, osnovna šola, pustimo, kako je bilo, ampak po koncu osnovne šole nekje se moraš začeti odločiti oziroma malo razmišljati v smeri, kaj pa je tisto, kar bi ti rad v življenju počel. Kako sta vidve, recimo, razmišljali v tej smeri, na podlagi česa ste se odločili? Jaz moram reči, da sem srednja šola je bila gimnazija in imela sem interesov toliko, kolikor je domišljija velika in sem mogla prav narediti, presejati, katere te želje in kje se vidim v prihodnosti, da sem potem izbrala poklic inženirja radiologije. Pritegnilo me je to, ker je bilo delo z ljudmi, ker je bilo nekaj drugače, nekaj novega in nisi videl ravno duše, si pa videl, kaj je pod kožo, videl si kosti, želodec, trebuh in tako naprej. Se pravi, zanimal me je človek in drugače, kot kompleksna slika. Ne samo to, kar vidimo mi, frizurca, oblekca, šminka, ampak tudi kako se vse to dogaja, kako v bistvu človeško bitje funkcionira in pa tudi drugi dela, kako lahko pomagaš človeku, da lepše živi. Iz zdravstvenega področja takrat. No, vsi tisti, ki še ne poznate Tanja, Tanja je feng shui svetovalka, tudi terapeutka bi lahko rekli. Jasmina, kako je bilo pa pri tebi? Kako si se pa ti odločala? So imeli starši večjo vlogo? Si se sama odločala? Kako je bilo? Ja, jaz moram reči, da so kar starši imeli eno veliko vlogo, ker sem bila nekako v dilemi. Jaz moram reči, da sem vedno od malega razmišljala o ljudeh, o posamezniku. Pa zakaj se meni to dogaja, pa zakaj se nekomu drugemu to dogaja, pa kako komu pomagati, pa razmišljala o teh stvareh. Želela sem si študirati psihologijo, se nekaj bom psihologinja. Potem so mi pa starši rekli, pa kaj boš psihologinja, kaj boš v šoli učila. Takrat je bilo drugače, leta nazaj. In potem je oče rekel, pa daj, pojdi študirati ekonomijo, a veš, boš dobila službo, boš gospa, ne bo nobenega problema, v glavnem bo vse tako, kot mora biti. In v bistvu sem res to naredila, Šla sem na gimnazijo in potem, ko sem bila izredno pridna, sem se pač upisala in ekonomijo. Jaz moram danes reči, da ekonomija, finance in to, kar sem počela, poslovni svet, je definitivno en velik del mene. Še danes moram reči, da v finančnem svetu uživam. Ampak tisti drugi delček, ki je vedno tukaj nekje v meni se oglašal, je pa to, kar danes počnem. In me je praktično pot počasi preko raznih ovinkov in na koncu tudi preko, bom rekla, mojih osebnih težav, ker si jih nisem znala drugače razrešiti,
sem iskala in iskala, brala knjige, duhovne, take, drugačne. Praktično sem prebrala vse, kar mi je prišlo pod roko in razmišljala o tem, kako bom jaz razrešila recimo moje probleme, probleme prijateljc, ker sem bila vedno tako, ko bi rekla temu, senzibilna, empatična do ljudi. In enostavno, ko je prišel tisti trenutek, kar kasneje v življenju, moram reči, to je malo pred 40, ko sem srečala pa to, kar danes počnem, ko sem srečala astrologijo, se mi je pa zgodilo kot en preblisk. A veš, kot ko se zgodi, ko ti tukaj nekaj zatrepeta v tebi, ena vibracija, kot da se oglasiš z eno stvarjo, kot da se ti zdi, da si se tega spomnil, da si to mogoče že nekoč delal in takrat sem rekla, ok, to je pa to. Grem študirati te stvari in moram reči, da sem resnično srečna, no, da sem danes tukaj, kjer sem. Ampak, a bi lahko rekli, recimo, bi lahko postavili eno hipotezo v tem smislu, da tisto življenjsko poslanstvo, s katerim se rodimo, kajti vsak ima en svoj del v tej kreaciji in en namen, neko poslanstvo, nalogo, ki jo mora opraviti, je ves čas prisoten ta klic duše, te ves čas opozarja na to, da ali ne? Vedno, vedno. Ves čas. Ljudje mogoče malo pozabljamo, kaj je naše osnovno poslanstvo. To, kar je splošno, a ne? To, da smo hvaležni. Da smo skromni, da znamo ceniti stvari in zadeve, da se ne primerjamo. Se pravi, to je eno naše splošno poslanstvo, vsakega posameznika. Potem imamo pa še svoje osebna poslanstva. To pa več ali manj je, da živimo svoje talente. Svoje talente. In to je najbolj zanimivo, da mi se pravzaprav inkarniramo opremljeni z vsemi temi sposobnostmi, ki jih rabimo. Ja, talentov imamo veliko, ni samo en talent. Jaz vem, mogoče kdaj pride nekdo, kakšna stranka k meni pa pravi, Tanja, kjer je moj talent, tisti eden in edini? Ne, talentov imamo več, samo aktivirati jih moramo. In zdaj, za katerega, v katerem obdobju? Pač jaz sem takrat izkoristila ta talent in sem z velikim veseljem opravljala svoj prvi poklic na rentgenu. Ta drugi poklic, ki so bolj energije, malo bolj subtilne, se pravi, se še okolje vključuje in osebnosti in potenciali. Me je pa spet znova pritegnil, ampak vem pa, da je še veliko talentov in v tem, v Feng Shui, jaz lahko združujem veliko več talentov, kot bi jih recimo v prejšnjem poklicu. Tako gledam kot nadgradnjo vsega skupaj. Ne vem pa, čakam še, mogoče se bo še kakšen talent odprl, ko bolj, ko delamo nekaj, bolj, ko smo v tem, s srcem seveda, ne z glavo, ne preračunljivo, več stvari, več poti se nam odpira. In to je prav res neverjetno, kakšno širino človek lahko dobi delovanja in izkoriščanja svojih talentov in s tem zelo lepo drugim lahko pomagaš. Ja, jaz se toliko živo spomnim, ko sem bila konec osnovne šole, že takrat sem vodila vse možne prireditve, organizirala, bila aktivna. In mi je mama rekla, pa kaj bi ti rada počela v življenju? Kaj bi delala na banki, na pošti, bi bila v trgovini? Jaz sem se tako zjokala v tem smislu, ne, jaz bom TV voditeljica, jaz bom počela te stvari, pa prireditve vodila, pa organizirala pa to. In rekla, ja, to pa ni šole, veš, tega pa ne boš mogla. Meni je bilo takrat tako, da bi nekdo smrtno obsodbo dal. Ampak se mi zdi, da ko razmišljamo o tem, kaj je naše življenjsko poslanstvo, moramo verjetno ugasniti logiko v smislu, to ne prinese denarja, tukaj ni služb. Kako ste vidve recimo doživljale potem to tranzicijo, ti se pravi svojega poklica na to, kar pač počneš zdaj, na svojo poslovno pot in seveda ti, kako je bilo pri tebi recimo, Tanja? Mogla sem izklopiti logiko, biti v trenutku in nehati poslušati razum, ker razum je ena matrica, ki nam določa. Imaš 20 let šolanje, recimo matura, diploma 24, potem stanovanje, družina in tako naprej. To je nek vzorca, en urnik, ki nam ga določa matrica. Če pa ti stopaš ven iz tega, če poslušaš svoje srce in svoje vodilo, potem vidiš, da se da delati tudi izven tega oziroma širše. Da vse to, kar ti matrica nudi, spotoma dobiš. Da ni to osnova alfa in omega vsega. Ne bom rekla, da je to za vse, ampak velika večina najde svojo, ko bi rekla, svojo srečo, svoj talent pride na dan takrat, kadar gre ven iz okvirov pričakovanega. Se pravi, kadar rečeš, ja, ampak jaz si želim to delati. Ja, pa kako boš s tem preživela? Ne vem, ampak bom, ker si želim to delati.
ker vidim tukaj toliko možnosti, toliko enostavno za druge tudi, ne samo zase, ne, pa tako lahko pomagaš, pa to lahko narediš, pa tako je lahko življenje lepše. Ne. Praviš, da si mogla izklopiti razum, si mogla izklopiti tudi besede, misli in občutke tistih, ki so ti govorili, da z tega nič ne bo, da si už zafurala v življenje? Ja. In še zdaj moramo včasih to, ne, ker okolica, pač ljudje smo si različni, smo unikatni in okolica ima neka pričakovanja, ki so splošna. In težko razume, ne, da lahko nekdo gre na drugo pot in da mu bo uspelo, dokler ne vidi enega primera. Ne. Ampak, evo, če verjameš, greš. Ne. In to sploh noben se ne bi smel bati. Jasmina, kako je tvoja okolica sprejela? Ne? Bila si v gospodarstvu, uspešna poslovna ženska in pol kar naenkrat astrologinja, pa še astrologijo kdo zamenjuje za vedeževalko. Kako so to sprejeli? Ja, je bilo kar zanimivo. Ne? Jaz sem bila v bistvu, bom rekla, direktorica financ srednje velike družbe. In ko sem študirala astrologijo, si res takrat nekako nisem mogla privoščiti, da bi danes to lahko povem javno, ampak moji sodelavci tega niso vedeli. Dejansko sem te stvari skrivala, kaj jaz študiram, ker se mi zdelo, nekako nisem bila še pomirjena samo sabo, da bi jaz to lahko povedala. Ker neke stvari so bile družbeno sprejemljive takrat in mene so ljudje poznali kot finančnico. Nobeden ni vedel, kaj dejansko jaz študiram, s čim se ukvarjam, s čim dejansko že pomagam drugim in predvsem sebi. In je res mogla stvar v meni dozoreti. Jaz moram reči, da se niso dogajale samo lepe stvari, ker včasih ne gre vse tako gladko. Ampak danes, ko se ukvarjam s tem in ko vidim, ko ljudem pomagam iskati, tako kot Tanja, kaj je njihovo poslanstvo, vedno se moramo zavedati, da včasih do tega poslanstva pridemo tudi preko malo težjih ovinkov, preko nekih kamnov, mogoče nekdo preko bolezni, nekdo preko drugih težav. Tako da se je tudi pri meni toliko stvari nakopičilo, da je bilo vsega preveč. Služba, po noči študij, enostavno te stvari niso šle. In potem, ko mi je recimo nekje v službi postala rutina, ko je bilo dolg čas, ker jaz sem enostavno človek, ki rabim raziskovanja in me je astrologija toliko povlekla. In ko mi je tudi moj učitelj rekel, glej Jasmina, ko boš ti v sebi mirna in gotova in ko boš čutila, da je to, kar delaš, res lahko delaš iz ljubezni, potem je to pravi trenutek, oziroma iz srca. In okoliščine so pripeljale do tega, da sem jaz pač, bom rekla dovolj, ampak to je bilo zelo hitro. Dovolj, pustila se skupaj in šla res na eno pot, ker je marsikdo malo pogledal in rekel, dobro, kaj pa se zdaj z Jasmino dogaja? Nekaj ne štima, ne? Prej je bila čisto na nekem poslovnem področju, materialnem, zdaj je šla v astrologijo. Ampak danes, ko me ljudje srečujejo, točno tisti odprej, mi rečejo, ok, ful te spoštujemo, da si to naredila, ful si uspešna. In marsikdo mi reče, a veš, doprej sem jaz mislil, da astrologija je kar neki, zdaj pa če ti to delaš, potem pa mora nekaj biti na tem. Ne? Mislim, da ko začneš ti verjeti vase, ko si dejansko gotov, potem tudi okolica drugače te dojema. A veš, to je vibracija. Ne? Če ti vibriraš, da si negotov, potem normalno, da dobivaš od okolice ogledala. Ne? Tako, to so samo tvoje ogledala, da rečejo, dobro, pa kaj, a nisi mogla v prejšnji službi vstati, dobro si zaslužila, dobro ti je šlo. Rada, ne, rečejo starši. Kaj bi ti sploh rada od življenja? Več. Ampak evo, jaz moram reči, da sem res vesela, no? Ker konec koncev mi je tudi potem astrologija in moje raziskovanje mene skozi astrologijo pokazalo, da je pot moje duše prava. Nedvomno je astrologija ena izmed tistih znanosti, ki vsekakor pomaga ljudem, da pridejo do tega, da tudi odkrijo, kaj je njihovo življenjsko poslanstvo. In zelo pomaga tudi feng shui, v tem smislu, da če imamo primeren prostor, ki nas podpira, da se lažje razvijamo. Na koncu koncev je vse povezano. Na naši spletni strani www.klepetobkavi.si pa najdete tudi eno tako zanimivo vajo, ki vas bo pripeljala do tega. Vse je zapisano, kaj potrebujete. Vam bom kar povedala, nič drugega, kar mir pa skodelico čaja ali pa kave ali pa kakorkoli, da si boste vzeli čas zase, pa nekaj zapisati,
pa list papirja in bo šlo. Preverite, upravite tole vajo, pa bo seveda šlo. Kaj bi lahko rekli vsem tistim, ki rečejo, so stari, ne vem, 50, 60 let, ker jaz imam eno tako izkušnjo z eno gospo, pred kratkim sem se pogovarjala, ker sem govorila, pa dober je, pa dej, ne, pa če vidim, da to rada počneš, pa dej. Rekla, veš kaj, jaz sem zdaj že 56 let stara, za mene je to že prepozen. Je res prepozen? Nasvet, ki ga lahko dam iz prve roke. Prvič, ne se primerjati z drugimi, ker ste enkratni in unikatni. In zakaj bi iskali, prej smo se pogovarjali z znankami, ki sem jih srečala, ne? Rekla, jo, veš pa, samo to mi manjka, ne? V bistvu se vedno spomnim tiste zgodbe o 99 zlatnikih. Imamo 99 zlatnikov, 99 talentov, a mi iščemo tistega enega, ki ga nimamo in smo zaradi tega nesrečni. Ne, dajmo uporabiti teh 99, se pravi, ne se primerjati z drugimi, uporabimo svoje talente, če jih ne poznamo, imamo veliko orodij. Jasmina astrološko lahko vidi potenciale, jaz iz osebnih elementov. Odlično, sem preizkusila. Ne samo en potencial, lahko več, ne? In dajmo se podati, ne? Dajmo si upati živeti sebe, ne pa okolica. Ja, v bistvu tukaj je tisti košček naše svobodne volje, ne? Ko rečemo, da v bistvu se sprašujemo, ali nam je vse dano, ali nam je vse določeno, ali kakorkoli. Ja, dana nam je ena čudovita pot, samo mi jo moramo prepoznati. Mi imamo svoj okvir. Ne moramo se primerjati, recimo jaz se ne morem z nikomorkoli, nobenim drugim primerjati, ampak moram vedno gledati sebe. Se pravi, s svojo svobodno voljo se zavestno odločiti. Grem v raziskovanje sebe, raziščem svoj zemljevid, raziščem svoje talente. Čim bomo mi se za to odločili, v tistem trenutku bo tudi naša duša rekla, o super, si me pripravljen poslušati. In ko si me pripravljen poslušati, potem se bo oglasila. Oglasilo se ti bo celo telo. V bistvu, ko greš po tisti svoji poti, kaj je tisto tvoje, celo telo odreagira. Definitivno. In to boste začutili, počasi človek začuti, začne poslušati sebe, ampak tisto sebe, moja duša, ne prihaja samo od znotraj, tudi iz okolice. Kar naenkrat te začnejo okoliščine podpirati, ljudje te začnejo podpirati in enostavno imaš občutek, da si zajahal tisti val, tisti tvoj val. In ko si enkrat tam, ne vem, stvari tečejo. In tudi denar pride. Pa če je, kot posledica, ne? Tako, pa če je talent vseeno kašen je. Če delaš nekaj iz srca za sebe, potem pride tudi ta tvoja misija, ko mi rečemo poslanstvo, se rodi samo od sebe. Samo od sebe. In posledično denar. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste vse to delili z našim gledalcem in ne bom vam zaželela uspeh, ker se mi zdi, da je to samoumevno glede na to, da sledite sami sebi in svojemu življenjskemu poslanstvu in verjamem, da ob tem blazno uživate. Sicer se pa to vidi glede na to, kako žarita. Vi, spoštovani gledalci in gledalke, pa kaj vam lahko rečem drugega kot včasih je fajn, da poslušate samo sami sebe in da pozabite na to, kaj pravijo vsi ostali. Če ne drugega, vprašajte sami sebe, mogoče, kdo je tisti, za kogar vi živite? Živite sami zase? Dajte torej ostaviti zvesti, torej bodite zvesti sami sebi in živite vi svoje življenje. Naj vam bo svetli. Super, hvala.